In prehajamo na prvo točko, volitve in imenovanja. Predlog sklepa ste članice in člani sveta prejeli po elektronski pošti, predlagatelj komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, poročevalka pa njena predsednica, torej Ivanka Ovčakar, izvolite besedo. Še enkrat hvala za besedo. Kot sem že povedala, smo na včerajšnji 3. izredni seji 15. obravnavali dopis Sveta Zavoda za turizem in šport Kamnik za izdajo soglasja k imenovanju vršilca dolžnosti javnega zavoda. Svet nam predlaga, da se na podlagi 15. člena odloka o ustanovitvi javnega zavoda, Zavod za turizem in šport Kamnik, za vršilca dolžnosti imenuje Luko Svetca, največ za 1 leto, sicer pa do izvolitve novega direktorja s polnimi pooblastili. Ta predlog dajemo občinskemu svetu v obravnavo in sprejem. Hvala. Hvala. Odpiram razpravo svetniške skupine. Svetnice, svetniki? Ne. Besedo ima Igor Žavbi. Hvala lepa za besedo. Glejte, ni bilo presenečenje, da je prišlo do tega, kar se je zgodilo na Zavodu za turizem in šport. Obnašanje prejšnjega direktorja Rokajarca je bilo neprimerno, tudi njegove poslovne odločitve. Mi smo v LMŠ-ju na to ves čas opozarjali. Na to smo opozarjali že pred imenovanjem, ko ni dobil naših glasov, ampak zdaj smo, kjer smo. Imenovanje Luka Svetca za vršilca dolžnosti je zdaj moje osebno mnenje, toliko kot poznam Luka še iz tistih časov, ko sta z županom hodila na kavo k meni v lokal, kjer sem delal, pa zdaj, ko sem ga srečal na občini, je čisto pozitivno. Kaj me moti pri tej stvari je to, da je Luka Svetec trenutno zaposlen v kabinetu župana, da je namestnik vodje oddelka za gospodarske javne službe in pa finance in da je nadzorni odbor v svojem poročilu o poslovanju Mladinskega samostana opozoril na konflikt interesov, ko je občinski svet imenoval za vršilca dolžnosti direktorja Mladinskega samostana Borisa Ravbarja, ki je bil hkrati tudi vodja oddelka za investicije in razvoj na občinski upravi. Mi smo to takrat izpostavili v naši svetniški skupini, tudi sam osebno sem to izpostavil in zato Boris takrat ni dobil mojega glasu. Zdaj, če se, gospod župan, požvižgate na priporočila nadzornega odbora, potem Luka Svetec danes mojega glasu ne more dobiti. V primeru, da bo Luka Svetec opravljal samo delo vršilca dolžnosti direktorja Zavoda za turizem in šport, potem lahko moj glas dobi. V nasprotnem primeru ga ne more dobiti. Mi je pa zanimiva izbira, potem župan, ko ste sam izjavil, da svetom zavoda nimate nič, nobenih odnosov, za vršilca dolžnosti predlagate svojo desno roko. Človeka, ki ste ga zaposlili po svoji izvolitvi v svoj kabinet, ki ste mu zaupali pomembne naloge, med drugim vodenje največjega oddelka in pod večino gradiv, ki na občinski svet je podpisan kar Luka Svetec. Že to, da je nekdo iz kabineta župana, namestnik vodja oddelka občinske uprave, je dokaj nenavadno. Še bolj nenavadno pa je potem to, da tega istega človeka imenuješ za vršilca dolžnosti, predlagaš za vršilca dolžnosti. Potem izjaviš, da s svetom, da Zavodom za turizem in šport nimaš nobenih odnosov. Oba dva veva, da ima župan občine Kamnik
kar nekaj odnosa z Zavodom za turizem in šport. Temu pritrjujejo tudi zaposleni na zavodu, tudi zapisi na družbenih omrežjih temu pritrjujejo, zato bi pričakoval vsaj opravičilo s te strani gospoda župana. Ampak verjetno bom na to čakal tako dolgo kot na opravičilo zdaj že bivšega direktorja Zavoda za turizem in šport za njegovo neprimerno obnašanje na zadnji seji. Kot sem rekel, v primeru, da bo Luka Svetec opravljal samo delo vršilca dolžnosti direktorja Zavoda za turizem in šport, potem moj glas dobi. V nasprotnem primeru mojega glasu ne bo in izkoristili bomo vse postopke, da se stvari potem spremenijo, če boste slučajno danes obljubili, da bo tako, kot jaz želim, pa na koncu temu ne bo tako. Hvala lepa. Hvala, besedo ima Karmen Dergan. Hvala za besedo, župan. Lep pozdrav vsem. Mene pa pri tej točki moti naslednja zadeva, in sicer za razliko od kolega Žavbija, jaz te osebe ne poznam. Niti ne vem, za koga danes glasujem. Ne vem, ali ima ustrezne pogoje, da vodi zavod. Ker kot vemo, VD oziroma vršilec dolžnosti mora imeti enake pogoje po statutu, po uredbi, kot direktor zavoda. To se pravi, zanima me, ali ima, to se pravi, gospod Svetec univerzitetno izobrazbo, ali ima najmanj 3 leta delovnih izkušenj. Pogrešam tudi mogoče kakšen življenjepis, CV od gospoda, mogoče tudi osebna predstavitev tukaj na seji zavoda. Zelo težko je podati glas nekomu za tako pomembno funkcijo, ki ga ne poznaš. In pa tudi, kar je izpostavil kolega Žavbi, glede na to, da je trenutno opravlja delovne naloge v kabinetu župana, se tudi jaz potem sprašujem o, to se pravi, neodvisnosti zavoda s strani župana. No. Hvala. Zdaj, seveda, življenjepis ni bil poslan zato, ker so noter osebni podatki, če bo pa izražena je bila volja, da bi se kandidat predstavil, bom da potem na glasovanje po tej razpravi, da se kandidat predstavi občinskemu svetu, se je pa predstavil včeraj na komisiji za mandatno vprašanje, volitve in imenovanja. Pa samo da pokomentiram tole, zdaj jaz sem rekel, da župan nima direktnega vpliva oziroma odnosa z zavodom in da direktorja nastavlja svet zavoda in tudi razrešuje. In svetu zavoda je direktor odgovoren, ne pa županu, tako da v tem smislu je bila tista izjava podana. Beseda ima Igor oziroma Aleksander Uršič. Ja, hvala za besedo. V bistvu se bom malo ponavljal. Včeraj sem že na komisiji to izpostavil, kar je že kolega Igor povedal, se pravi, absolutno se mi zdi Luka Svetec primeren kandidat, če bo 100% na tej funkciji, da bo pa neka dvojna varianta, pa ne. Včeraj žal zaradi drugih obveznosti nisem poslušal predstavitve, upam, da bo danes, jo bomo deležni in da bomo končno v bistvu malo drugače zastavili stvari in tudi, da nam bo že danes vsem jasno v bistvu, kdo v tem primeru in s predlogom in predlagani, kdo prevzema odgovornost za nadaljnjo usodo tega zavoda. Hvala. Beseda ima Jože Korošec. Ja, lep pozdrav vsem skupaj, tudi z moje strani. Jaz bom se samo osredotočil na delo zavoda kot predsednik. Zadnji teden je bil kar pester in tudi takoj, ko smo seveda dobili se pravi te podatke oziroma bom rekel, tale čudna stvar, ki se je dogajala, sem takoj odreagiral in že naslednje 2 dni je bil sestanek sveta zavoda za večino prisotnih. Nekako smo na tem sestanku seveda soočali obe strani, pač to je bilo, da je dovolj še povedanega, o samih ne bom več govoril, ker mislim, da je bilo v tem tednu dosti povedanega
In tudi takoj nadaljevanje seje drugi dan, kjer smo dobili pismeni odstop direktorja. Prvi dan je bil samo nekaj ustno zagotovilo, seveda potem smo ta odstop soglasno sprejeli. Prav tako smo potem takoj šli v predlagatelje, se pravi predlagali občinskimi sveti tudi VD-ja. Moram reči, da je v teh razmerah zelo težko bilo dobiti kakšnega, ki bi bil pripravljen sprejeti to delo v taki situaciji. Poleg tega, da tudi seveda manjka delavcev na zavodu. In kar se mene tiče, mislim, da sem v moji moči in pa na mojih kolegov iz sveta zavoda popolnoma vseh, ki so bili prisotni, ne glede na barve, ne glede na odkje je bil poslan. Mislim, da smo zelo preudarno in pa razumevajoče odreagirali v danem trenutku in bom rekel, v roku enega tedna imate že novo ime na občinskem svetu, seveda na vas je zdaj, a bomo Luka Svetca potrdili, ne bomo, jaz ga bom potrdil, seveda z moje strani. Res pa je, sam svet se ni obadal, kako bo on zdaj trenutno, takrat, ko smo ga pač že predlagali, kako bo, kakšen bo njegov status. Jaz upam, da na občini je toliko pravnih, se pravi, gospod Hribar, neki nastali, da bodo to ali bo zaposlen na zavodu, ali kako drugače, to se jaz ne bom dotikal. Jaz upam, da bo prisoten tam kar največ možen cajt in da se zadeve vladajo in pa seveda, da zavod funkcionira naprej. Zdaj mislim, da je to še pravi čas bil, vprašanje, kako bi bilo to vse poletje ali pa jeseni. Jaz ostalega ne bom komentiral, mislim, da je bilo dosti povedanega. Zahvalil bi se vsem, ki so delovali v svetu, da teden tudi mi smo, bom rekel, bili prizadeti in pa razočarani in hkrati tudi, bom rekel, skoraj nimam besed, no. Mislim, da se nismo zaslužili, da so pač take razmere in pa je pa res mogoče, kdaj človek naredi napako, tudi nekako smo upali, da se bi zadeve rešile, ampak se bo pa zdaj rešile. Tako da enkrat toliko, hvala lepa vsem. Hvala. Zdaj, glede na to, da je bil podan predlog strani svetnice, da bi se tudi kandidat predstavil, predlagam, da o tem glasujemo, torej kdo je za to, da se kandidat za VD direktorja Zavoda za turizem in šport Kamnik, gospod Luka Svetec, predstavi. Glasujemo. Magister Urban Bergant. Natalija Berlec. Za. Tudi jaz za. Zmeram tipko išem, sem prvi. Hvala. Karmen Dergan. Za. Anton Iskra. Za. Alenka Jošnik. Za. Jože Korosec. Za. Dr. Jernej Markelj. Za. Nives Matjan. Duško Papež. Za. Božo Pilej. Božo Pilej. Ančka Podbevšek. Za. Bogdan Pogačar. Za. Žan Potočnik. Za. Robi Prosen. Za. Dr. Janez Rifel. Za. Edis Rujevič. Matija Sitar Močnik. Za. Cvetka Slapnik. Za. Anton Tone Smolnikar. Francis Pruk. Za. Marko Šarc. Za. Mojca Škraba. Za. Ivanka Očakar. Za. Karla Urh. Za. Aleksandar Uršič. Glasujem za. Zeklina Zdravkovič. Za. Igor Žavbi. Za. Za je glasovalo 25 svetnikov. Torej, Mene niste klicu. se opravičujem, Grega Zorman. Za. In pa 26. Sprav večina je glasovala za. Zato dajem besedo gospodu Luku Svetcu. Izvoli, Luka. Hvala lepa za besedo. Pozdravljeni, moje ime je Luka Svetec. Doštudiral sem ekonomijo, naredil sem visokošolski strokovni program podjetništvo prve stopnje, s čimer sem postal diplomiran ekonomist. Za diplomo sem zagovarjal diplomo z naslovom Strategija razvoja turizma v občini Kamnik. Na občini Kamnik pa sem zaposlen od septembra 2019 v uradu župana. V sklopu mojih delovnih nalog je bilo že od samega začetka kar precej sodelovanja s podjetniki v starem mestnem jedru,
na ta račun tudi z Zavodom za, takrat še z Zavodom za turizem, šport in kulturo Kamnik. Tako da s tem zavodom še danes sodelujem na projektih, ki so vezani iz spodbujanja starega mestnega jedra. Na občini sem opravljal tudi, se pravi, v lanskem letu sem bil zadolžen tudi za razpis za spodbujanje turističnih podjetniških idej, tako da v bistvu na tem področju delujem praktično že odkar sem se zaposlil tukaj. V decembru 2020 sem pa po pooblastilu opravljal tudi nalogo vodje oddelka gospodarskih dejavnosti, gospodarskih javne službe in finance, ampak tle moram poudariti, da je šlo to, da gre to za nadomeščanje. V vmesnem obdobju je vodja tudi prišel nazaj, tako da teh zadolžitve upravljam slabo leto, 10 mesecev približno. Tako da govor je bil tudi o mojem statusu. Mi se zavedamo tega, da je ta status, da delovno razmerje ni najbolj, da bi bilo lahko navzkrižje interesov v primeru, da bi bil prisoten tako na občini kot v zavodu, zato smo sklenili, da bom jaz, se pravi, v primeru, da bi se vam zdelo, da sem primeren kandidat, prevzel posle v zavodu. Tako da toliko iz moje strani, če imate pa še kakšno vprašanje, pa seveda povejte. Hvala. Torej, iz tega bi razbrala, da se bo Luka zaposlil na zavodu in 100% stvari upravljal tam. Jaz sem vesel, da se je Luka dal na razpolago oziroma da se je pripravljen bil opustiti službo in se dejansko posvetiti sanaciji, se pravi, zavoda, torej, da se prezaposliti v tem kratkem času, ko smo se mogli, me je svet zavoda vprašal, če imamo kakšnega kandidata, in seveda smo poskušali najti kandidata in sem vesel, da se je Luka, ki je diplomiral iz turizma na Kamniškem, dal na razpolago, da bo prevzel to funkcijo, ki vsekakor ni enostavna. Zdaj, mogoče sem še primerjava glede Borisa Ravbarja, ko je prevzel funkcijo v.d. direktorja v javnem zavodu Mekinski samostan. Takrat je bilo navzkrižje interesov predvsem strani tega, da je bil Boris Ravbar tudi član sveta zavoda Mekinski samostan in pa še zaposlen na občini. Pa vendar je v tistem kratkem obdobju, mislim, da prav super vlogo in je na nek način dal prispevku v samostanu. Verjamem pa, da bo Luka tudi v Zavodu za turizem in šport, kjer imamo kar nekaj izzivov. Tako da, še kdo? Besedo ima Igor Žavbi. Hvala še enkrat za besedo. Dve stvari, ki sta bile omenjene v razpravi, ali pa tri, no. Zdaj, gospa Dergan je rekla, da ga pa ne pozna in ne ve, kdo je, saj ga tudi jaz ne poznam tako dobro. Ampak, če ga je svet zavoda predlagal, pa če ga je predlagal župan, ker je tisti prvi, mora tudi prevzeti odgovornost. Tako kot pričakujem, da bo svet zavoda in pa župan, da bojo prevzeli tudi odgovornost za to, da je zdaj potrebna sanacija v Zavodu za turizem in šport, ki ne bi bila potrebna, če bi junija oziroma maja poslušali svetniško skupino LMŠ. In Jože je rekel, tega si nismo zaslužili. Res je, tega si nismo zaslužili, kar smo tam imeli, in zato tudi pričakujem, da še kdo prevzame odgovornost. Jaz sem vesel, resnično sem vesel, da je bil prejšnji direktor razrešen, ker ne samo to, kar se je zgodilo na koncu, tudi druga dejanja so bila nesprejemljiva za naš zavod in pa kamniški turizem je šel strmo po poti navzdol. In zdaj bo potrebna sanacija. Dvakrat
ste imeli možnost, da bi se kaj spremenili, takrat, ko smo imenovali direktorja, ko ste ga imenovali, in pa takrat, ko se je potrebovala današnja sestava sveta zavoda. Vkolikor bi svet zavoda pravočasno reagiral, ko so bili opozorjeni člani na težave, ki se dogajajo v zavodu, ko je bilo evidentno videno, kaj se na zavodu dogaja, če bi bile takrat prave reakcije in bi direktorja že takrat razrešili, potem danes tega ne bi imeli in bi bila sanacija manjša, kakor pa je potrebna zdaj. Zato jaz pričakujem, da bo svojo odgovornost prevzel tudi svet zavoda in da bo odstopil in da dobimo novo sestavo sveta zavoda, ki bo potem pripravila razpis za novega direktorja in da potem dobimo direktorja, kot si ga Kamnik zasluži. Hvala lepa. Dobro, tole je zdaj bilo tudi vaše mnenje, Igor. Kamnik je bil 13. po koriščenju bonov, torej na zelo visokem nivoju, marsikaj je bilo narejenega zelo dobro in mislim, da takih toliko zaskrbljujočega stanja pa pač ni. Tako da, Alenka Jevšnik, imate besedo. Hvala za besedo. No, glede na, jaz bi se strinjam s predhodniki, tukaj bi samo rekla, tudi gospodu Svetcu, hvala za predstavitev. Samo še ena informacija je tukaj, kot je tudi Karmen omenila, glede VD-jevstva in stopnje, mislim, da so potrebne ustrezne kompetence. Zdaj, če sem jaz prav gospoda razumela, je diplomirani ekonomist je 6. stopnja, ne? Tudi glede delovne dobe ne vem, kako to, samo to boste potem pač na svetu zavoda reševali. Tako da se pa strinjam z Igorjem, da ni bilo to, da je bilo logično, da je prišlo do tega, kot smo rekli, že tudi smo opozarjali. Želilo se ni samo Igorja, želilo se je tudi Urbana in še koga, ampak način vodenja je bil pač tak, kot je bil in posledice so logične. Zdaj, kot sem razbrala iz konteksta, tukaj, kot se je rekel gospod župan, odnosov nimate, ampak kandidata ste predlagali svetu zavoda, ker, ne vem, zadeve so milo rečeno malo čudne. Želim pa gospodu Svetcu, da če prevzame, da to pelje dobro naprej, se pa strinjam tukaj s Igorjem, da menim, da bi tudi svet zavoda mogel prevzeti svojo odgovornost in odstopiti. Hvala. Besedo ima Bogdan Pogačar. Hvala za besedo, gospod župan. Lep pozdrav, svetnice, svetniki. Ja, s tem zavodom res nimamo sreče, zadnjih 10 let se ukvarjamo samo še s kadrovskimi rešitvami na direktorskem položaju. Večkrat sem že rekel, da je bilo pod streho tega zavoda preveč dejavnosti združenih, da bi to pač lahko normalno peljalo naprej, no, tako da to sam toliko malo za nazaj. V glavnem, drugače pa menim, da to, kar se je zgodilo, se pač ne bi smelo zgoditi. Jasno je, da je svet zavoda bil še enkrat pred težko odločitvijo, pred odgovorno odločitvijo in mislim, da jo je pač speljal korektno in dovolj hitro. Ne vem pa, koliko so bili prej seznanjeni z razmerami v zavodu, to ne bom ocenjeval, to vejo oni. Tako da mislim, da so zdaj dosti hitro odreagirali. Zdaj, če je gospod Luka Svetec pač pripravljen to prevzeti, menim, da je prav, da mu damo priložnost. Upam pa, da bo to priložnost pač upravičil in izkoristil pač tako, da bomo za zavod popeljali v neko drugo smer. Zdaj vemo, da bomo v to streho turizem in šport. Jaz na dolgi rok si pač tudi to želim, da imamo pač šport ločen, turizem pa ločen zavod. To je za v prihodnje, zdaj moramo pa pač, tako so rekli, sanirati posledice teh 10 let, bi jaz rekel, ne samo enega leta. Tako da vidim pa za naprej pač, da imamo dva zavoda, ki bosta vsak polno opravljala svojo dolžnost. Hvala lepa. Luku pa želim pač, če bo potrjen, čim več uspehov. Hvala. Dobro, zdaj, preden zaključujem razpravo, bi samo se zahvalil svetu zavoda, ki je res vrhunsko in hitro odreagiral.
In tukaj pač hvala vsakemu posamezniku in predvsem predsedniku, ki me je potem, ko je prišlo do teh zadev, vprašal za mnenje in nasvet, in takrat sem na nek način smo iskali rešitve in predlagali Ljukata, ki ima tako izobrazbo, kot jo je imel vršilec dolžnosti v zadnjih 10 letih, vsaj 4-krat, ko je bil vršilec dolžnosti. Tako da zaključujem razpravo, glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme sklep soglasje k imenovanju vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda, Zavod za turizem in šport Kamnik. Glasujemo: magister Urban Bergant. Za. Natalija Berlec. Za. Karmen Dergan. Zdržana. Anton Iskra. Za. Alenka Jevšnik. Jože Korošec. Za. Dr. Jernej Markelj. Za. Nives Matjan. Duško Papež. Za. Božo Pilej. Zdržani. Ančka Podbevšek. Za. Bogdan Pogačar. Za. Žan Potočnik. Robert Prosen. Za. Dr. Janez Rifel. Za. Edi Srujovič. Matija Siter Mošnik. Za. Cvetka Slapnik. Za. Anton Tone Smolnikar. Za. Franci Spruk. Za. Marko Šarec. Za. Mojca Škraba. Za. Ivanka Učakar. Za. Karla Urh. Za. Aleksandar Uršič. Glasujem za. Žaklina Zdravkovič. Za. Grega Zorman. Za. Igor Žavbi. Igor Žavbi. Za. Za je glasovalo 23 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena, in čestitam Ljukatu in mu želimo vso srečo in pri vodenju našega zavoda.